A slovita futuristična jadrnica, ki jo italijanske oblasti po ruskem napadu na Ukrajino so jo zaplenile ruskemu milijarderju Melničenku, je v Tržaškem zalivu zasidrana že 3 leta. Italija zato plačuje visoko ceno, za njeno vzdrževanje je šlo že vrtoglavih 27 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Melničenko se je sicer nedavno s pritožbo obrnil na sodišče Evropske unije, a je to zahtevo za odstranitev sankcij zoper njega zavrnilo. Jaka Vran. Natanko 15 dni po ruskem napadu na Ukrajino so italijanske oblasti 11. marca pred 3 leti takole zaplenile eno najbolj ekstravagantnih mega jaht v lasti ruskega oligarha Andreja Melničenka. Vleči vzporednice med udeležbo na sestanku z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vojno v Ukrajini je absurdno in nesmiselno, je tedaj dejal Melničenko, a jahta po 3 letih ostaja v Tržaškem zalivu. Zanjo še vedno skrbi posadka. Vsekakor, to so ogromni stroški, ki je, in ko gremo govoriti o samem vzdrževanju, to je ogromna barka in tukaj je potrebno ogromno ljudi, ki so to vsak dan vzdržujejo. Vse račune za vzdrževanje pa plačuje Italija oziroma njeni davkoplačevalci. Po ocenah je državo jahta A, ki se bolj kot ne le premika po zalivu, kar kažejo podatki pomorskega prometa, stala že vrtoglavih 27 milijonov evrov. Treba se tukaj zavedati, da na taki barki, da to so vse eni taki premium elementi na tej barki, se pravi vse, kar bi na kopnem stalo, ne vem, x enot stane za eno mega jahto, ne vem, 10x enot. Italijanske oblasti ob teh stroških sicer javnost mirijo, da na koncu to ne bo strošek davkoplačevalcev. Bodisi bo ob morebitni vrnitvi v prihodnosti moral za vračilo to plačati njen lastnik, ali pa bodo zamrznjeno premoženje prodali na dražbi. Melničenko je sicer poskušal s tožbo na sodišču Evropske unije. Zahteval je, da se njegovo ime izbriše seznama sankcioniranih, kar bi odmrznilo njegovo premoženje, a je sodišče to zavrnilo. Tudi morebitno končanje vojne oziroma vzpostavitev premirja, k čemur pritiskajo Združene države, pa še ne bi nujno pomenilo tudi konca sankcij. Dejstvo je, da tale situacija, v kateri smo zdajle, je en globalni unikum. Takih primerov na tako visoki ravni še ni bilo. Zato, še dodaja Novak, so tudi napovedi, kako se bodo odvile zgodbe z zaplenjenimi jahtami, čista špekulacija.